Ana Jenko Kovačič je pred kratkim doktorirala s temo z naslovom Mesto in škof v Istri v srednjem veku. Kaj je tema disertacije? Kaj so ugotovitve? V bistvu, če želimo govoriti o nekih novostih, ki jih doktorska disertacija prinaša, moramo najprej nekako v splošnem povedati, da sem želela prikazati pestrost odnosov med škofom in mestno skupnostjo, za razliko od tega, kako je bilo to prikazano v dosedanji literaturi. Obravnavala sem torej mesta na Istrskem polotoku, torej Trst, Koper, Novigrad, Poreč in Pulj, pri čemer sem seveda morala se posluževati različnih metodoloških pristopov, prav tako pa sem poskušala temu prikazati z raznolikih vidikov. Torej, doktorska disertacija je v osnovi sestavljena kot skupek različnih case studijev, zaradi tega, ker po eni strani imamo v vsakem mestu nekoliko drugačna izhodišča, ki so seveda vplivala na odnos med škofom in mestno skupnostjo, po drugi strani pa sem se srečevala tudi z enim čisto praktičnim vidikom oziroma praktično težavo z različno stopnjo pokritosti tega vprašanja z arhivskim gradivom, tako da je tudi to do določene mere diktiralo moje delo. To vprašanje je bilo do sedaj v literaturi, in ko rečem v literaturi, mislim literaturo, ki je vsaj pol stoletja, če ne še več stara, je bilo obravnavano zelo enoznačno. Torej, po eni strani je bil prikazan zgolj vidik odnosa med škofom in komuno, torej nekako komuno kot nosilcem javne oblasti v mestu. Po drugi strani pa je bil ta odnos res prikazan enoznačno v smislu, da je šlo zgolj za nek boj za prevlado pri izvajanju oblasti oziroma nekako posvetne moči v mestu. V nalogi sem jaz pokazala, da temu ni bilo nujno tako, da imamo raznolike primere in da je prihajalo do pestrih odnosov, ki seveda niso bili omejeni zgolj na škofa in komuno kot tisto, torej vodilno institucijo v mestu, vendar so zajemali tudi tako druge institucije v mestu, predvsem sem se tukaj osredotočila na verske institucije, kot tudi različne druge vidike, v katere je v bistvu škof vstopal z prebivalci mesta. Zdaj, za osnovo sem imela mesto Trst. Torej, Trst kot tisto mesto, kjer so škofje dejansko de jure imeli javno oblast pod seboj, torej v mestu Trst so izvajali javno oblast, in me je tu zanimal ta odnos s komuno, ki je v bistvu tržaška komuna kot prva omenjena med istrskimi komunami, ter v bistvu potem prehod, kako se je javna oblast s škofa prenašala na komuno, do česar je potem naposled prišlo v sredini oziroma konec 13. stoletja. Že tu sem v bistvu uspela pokazati, da odnos ni bil tako enoznačen, da je šlo pravzaprav za določeno obdobje sobivanja in sodelovanja, ne pa zgolj za nek boj za oblast in nasprotovanje. Trst mi je tukaj služil seveda kot neka osnova, in me je potem od tu dalje zanimalo, ali je bilo tudi v drugih mestih tako, da so škofje imeli javno oblast, de jure oziroma vsaj de facto, oziroma če je niso imeli, kako pa se je morda lahko njihova moč na posvetnem področju odražala. Tukaj so najpomembnejše ugotovitve prišle ravno na področju Poreča, kajti Poreč je bil tisto mesto, za katerega se je v literaturi domnevalo, da so škofje imeli javno oblast v mestu. In ne le, da sem uspela pokazati, da temu niti približno ni bilo tako, kajti ko govorimo o javni oblasti v drugih mestih v Istri in izvzamemo Trst, in če se seveda nahajamo v času 13. stoletja, torej v obdobju, ki ga moja disertacija predvsem zajema, govorimo o oglejskih patriarhih kot istrskih mejnih grofih, ki so v prvi polovici 13. stoletja izvajali javno oblast tudi v Poreču, in oni so dejansko bili nosilci, medtem ko je komuna šele potem nekoliko pozneje oziroma šele pod prehodom pod Beneško nadoblast
je izvajala v mestu javno oblast. Škofje tukaj niso sodelovali, so pa te teze bile postavljene ravno na podlagi zemljiškopravnih odnosov, v katere so poreški škofje vstopali z prebivalci mesta. In tukaj velik del moje dizertacije je zajemal opredelitev teh zakupnih odnosov, kar je prav tako nek doprinos, kajti do sedaj so bili smatrani ali kot fevdni odnosi, ali kot sem že rekla, izvajanje javne oblasti, in potem tudi, kako je v bistvu kako so ti zemljiškopravni odnosi vplivali na odnos med škofom in komuno v drugi polovici 13. stoletja, ko je v Poreču prišlo do teh večjih nasprotij. Tudi tu sem uspela pokazati, da prav tako ni šlo za hudo nasprotovanje med komuno in škofom, vendar je bilo bolj povezano z nekimi posameznimi pretenzijami na eni strani podestatov, na drugi strani določenih poreških škofov, od koder so ti spori potem dalje izhajali, ne pa za neko nasprotovanje na bolj načelnem nivoju v smislu izvajanja oblasti. Poskušala sem to dopolniti tudi z proučevanjem odnosa med komunalno in škofijsko palačo, kar se je prav tako ravno na tržaškem in poreškem primeru lepo videlo, torej za kakšne namene je bila rabljena škofijska palača, za kakšna komunalna in predvsem kronološki vidik, torej kdaj se komunalna palača v mestu pojavi, kaj nam to pove o komunalnem razvoju v mestu, če v bistvu rečemo, da je nekako komuna bila tisti drugi vidik, ko se ukvarjamo z vprašanjem med škofom in komuno pri proučevanju javne oblasti. In je tudi to ponudilo nekatere zanimive zaključke. Zdaj, če se obrnemo naprej na Koper, ki je v bistvu predstavlja nekako protipol v primerjavi s Porečem in Trstom, torej Koper kot tisto mesto, kjer je škofija bila ponovno oziroma na novo ustanovljena šele konec 12. stoletja in je v bistvu njen začetek nekako sočasen z začetkom razvoja komune v mestu. Imamo prav tako zanimivo izhodišče, zaradi tega, ker je prišlo do drugačnih začetkov. Imamo po eni strani manj močnega škofa, po drugi strani pa komuno, ki je bila v primerjavi tudi s tržaško in poreško veliko močnejša, kar se potem v bistvu kaže tekom prve polovice 13. stoletja, predvsem v odnosih z oglejskimi patriarhi kot istrskimi mejnimi grofi. In je tukaj v bistvu bilo to razmerje moči popolnoma drugačno, iz česar lahko potem tudi potegnemo določene zaključke, ki so se, kot sem rekla, odražali ravno na vprašanju proučevanja odnosa med škofijsko in komunalno palačo. Zanimivi mesti sta bili tudi Novigrad in Pulj, vendar tu, predvsem pri Pulju, zaradi pomanjkanja arhivskega gradiva ni bilo mogoče to vprašanje tako celovito predstaviti. Novigrajski škof pa je vstopal v en poseben odnos z novigrajsko komuno, kjer se je v bistvu vključeval v prizadevanja komune oziroma želel doprinesti nekako k vzpostavljanju moči novigrajske komune v njenih bojih proti Momjanskim, ki so imeli določene pretenzije v Novigradu in naposled potem tudi je pomagal pri prehodu mesta pod Beneško nad oblast. Še en tretji vidik je predstavljala analiza odnosa med škofom in verskimi institucijami v mestu, torej kot tudi zelo pomembnim elementom mestne skupnosti. Tu ponovno glede pokritosti z arhivskim gradivom prednjačita Trst in Poreč. Predvsem zanimivo je bilo to, da sem v Trstu uspela pokazati, da so predstavniki stolnega kapitlja se v tej relaciji med škofom in komuno postavili bolj na stran komune kot na stran škofa. Nasprotno je bilo v Poreču, kjer je stolni kapitel do določene mere profitiral s tem, da je bil postavljen na stran škofa zaradi ravno teh zemljiškopravnih odnosov,
ki jih je poreška škofija imela in ki jih je v bistvu, ki jih je poreški škof izvajal na območju poreškega distrikta. Posebej zanimiv pa je bil odnos v Poreču med škofom in pripadniki samostanskih skupnosti. Tukaj seveda, ker se nahajamo v mestu in ker govorimo o drugi polovici 13. stoletja, primarno omenjamo frančiškane in tudi dominikance. Torej, zanimivo je bilo, kako so v bistvu frančiškani se tesneje povezali s komuno in stopili na stran komune v primerih, ko je prihajalo do spora in je škof tukaj nekako bil bolj prepuščen samemu sebi. Tako da, če nekako povzamem v bistvu vse skupaj, z doktorsko dizertacijo sem želela prikazati, kakšna pestrost odnosov je bila v mestni skupnosti in da ravno s tem, ko se ne osredotočamo zgolj na škofa kot cerkveno osebnost, vendar ga vidimo kot pomembno posvetno figuro v mestu, po drugi strani pa, ko ne omejimo odnosa med škofom in mestom zgolj na odnos med škofom in komuno, torej kot komuno, kot tisto institucijo, ki izvaja v mestu javno oblast, lahko vidimo, kakšna pestrost odnosov se prikazuje in v bistvu se poskušamo na ta način malo bolj približati celoviti sliki. Hvala lepa. Hvala.